Ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije ter skrb za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine so naše ustavne obveze. Tako smo že leta 1998 v Državnem zboru soglasno sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, oziroma zakon o kulturnem tolarju, kot smo mu popularno rekli. Veljavnost zakona se letos izteče. V vseh teh letih je bilo v državnih proračunih za 5 programskih sklopov za kulturno dediščino, investicije v javne zavode, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo in kulturniške mreže zagotovljenih 75 milijonov in 400 tisoč evrov. Žal pa je bil zakon realiziran 33-odstotno. Zato smo se v poslanski skupini Socialnih demokratov odločili, da njegovo veljavnost podaljšamo za 5 let, do leta 2013. Tako bi slovenski kulturi zagotovili dodatnih 80 milijonov in 760 tisoč evrov. Med projekte kulturne dediščine, ki se bodo nadaljevali ali pa jih je potrebno začeti, med drugimi sodijo staro vaško naselje Štanjel, Knežji dvorec v Celju, območje gradu Turjak, cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, samostan Žiče, cerkev Marije zaščitnice na Ptujski gori, cerkev svetega Jurija v Piranu, samostan Kostanjevica na Krki, dominikanski samostan na Ptuju, tehniška dediščina rudnika živega srebra v Idriji, partizanska bolnišnica Franja in arheološko najdišče Tonovcev grad v Kobaridu. Med večje investicije v javne zavode, ki so v teku in jih bo prav tako potrebno dokončati ali pa začeti v naslednjih letih, sodijo obnova muzejskega kompleksa na Metelkovi v Ljubljani, gradnja prizidka SNG Opera in Balet Ljubljana, prenova SNG Drama Ljubljana, gradnja Prirodoslovnega muzeja Slovenije, pridobitev prostorov za knjižnico v Celju, gradnja Lutkovnega gledališča v Mariboru, gradnja knjižnice v Kranju ter nekateri manjši projekti v drugih slovenskih kulturnih središčih. Podaljšanje veljavnosti zakona o kulturnem tolarju oziroma evru je predpogoj za vzpostavitev normalnih prostorskih pogojev za kvalitetno in ustvarjalno delo slovenskih kulturnih in umetniških inštitucij, za vzpostavitev mednarodnih standardov za splošno izobraževalne knjižnice, za razvoj ljubiteljske kulture ter povečanje dostopnosti kulturnih dobrin na področju založništva, novih medijev in filmske umetnosti.